Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. 3 najbolj škodljive substance, ki povzročajo odvisnost, so heroin, ogljikovi hidrati in mesečna plača, je nekoč dejal znan Nobelovec, ekonomist Nassim Nicholas Taleb. In v današnji epizodi se bomo ukvarjali s tem, kako zmanjšati odvisnost od mesečne plače in povečati pasivne prihodke. Torej, kako prihranke, naj bo to 10.000 evrov, 100.000 evrov, preusmeriti iz pasivnega stanja na računu v reden tok prihodkov. Ker smo dividendne strategije že obdelali v epizodi Dividendni kralji, kako z investiranjem do pasivnih zaslužkov, se bomo tokrat osredotočili na obveznice, ki prinašajo obresti. Hkrati pa v razburkanih in negotovih časih lahko prinesejo tudi miren spanec. V epizodi bomo opredelili, kako sestaviti obvezniški portfelj, seveda bomo tukaj pojasnili nekatere osnovne termine vezane na obveznice, kako duration oziroma čas dospelosti ali trajanje obveznosti vpliva na vrednost portfelja, koliko realnega donosa ostane po vseh stroških, davkih in pa inflaciji, koliko kapitala je potrebnega za 50.000, 2.000 evrov mesečne rente in tako dalje. Z nami je reden gost Blaž Hribar, član uprave pokojninske družbe A, ki dnevno ocenjuje razmerja med varnostjo in donosom. Zdravo, Blaž. Živjo, Marja. Hvala za povabilo. Z veseljem, ker imamo danes zelo zanimivo tematiko, pogovarjala se bova o pasivnih dohodkih. Večkrat, ko sva se midva pogovarjala v epizodah MoneyHow, sva si v bistvu ti omenil, da v bistvu nekatere naložbe, ki so ti zanimive, ker prinašajo nek denarni tok, bodisi so to obresti ali dividende, potem pa si izpostavil tudi nekatere naložbe, ki ti zaradi tega niso zanimive. Recimo, eno od teh naložb, ki si ti izpostavil, je zlato, recimo, ne? Ki ne prinaša v bistvu nobenih obresti, dividend, pravzaprav si odvisen od rasti same cene zlata na trgu, a ne? Ja, zlato ni naložba, zlato je hranilec vrednosti in menjalno sredstvo. Tako da danes se bova midva malce osredotočila, večji fokus bova dala na obveznicah, pa preden greva na obveznice, bi te pa vseeno vprašala, glede na to, da je bila izjava Warrena Buffetta na nedavni skupščini, je kar odmevala, ker on je v bistvu povedal, da v naslednjih nekaj letih pričakuje, da se bo zgodil nek večji dogodek, ki bo pretresel borzne tečajnice. Pa me zanima, kako ti gledaš na vrednotenje delnic glede na obveznice v tem turbulentnem obdobju, ki ga zdaj v bistvu doživljamo. Ok, kompleksno vprašanje. Ker je treba razložiti, kako so vrednotene delnice danes in kako zanimive so obveznice pa v tej relaciji. Jaz bi generalno odgovoril, se strinjam z gospodom Buffettom, težko se je z njim ne strinjati. Razlog je pa enostavno v tem, večina, kazalnikov vrednotenja delniškega trga, še posebej, če greva na ameriškega ali pa na svetovnega, kjer je ameriški več kot 2/3 svetovnega po tržni kapitalizaciji, je visokih ali pa povišanih, odvisen, kaj boste vzeli. Recimo, jaz imam najraj kot izhodišče, pogledam ciklično prilagojen PE kazalnik. Ta kazalnik je v bistvu navaden PE, ki je razpotegnen čez 10 let, torej 10-letni dobički so vzeti glede na trenutne cene delnic. In zakaj 10 let? Profesor Shiller, tudi Nobelov nagrajenec med drugim, ki je nekako, populariziral to vrednotenje ali pa ta pogled, razlaga, da enostavno zato, da zajameš dobičke čez cel cikel, ker sicer lahko na vrhu ekspanzije pogledaš tisti dobiček na delnico, in si preveč optimističen, da se bo ta ekspanzija v bistvu nadaljevala. Torej, v prihodnost nekako projeciraš lepe čase, vsi pa vemo, da po lepih časih, po soncu mora tudi malo dežja pasti, in podobno je z našim razpoloženjem, podobno je potem posledično z črednimi nagoni, z psihologijo vlagateljev in na koncu pač z borzo.
Zato običajno je bolj fajn, če vzamemo nekaj, kar ima neko povprečno vrednost skozi čas, recimo kape. In zdaj, če pogledamo ta kape, ne, je pri vrednosti 36 trenutno, to je res visoka vrednost, zgodovinsko gledano samo parkrat je bila dosežena, ne. To pa pomeni v bistvu dvoje, no. Ali bojo prihodni donosi delnic, ne. Če vse ostane približno tako, kot je, torej delnice ostanejo še naprej visoko vrednotene, pomeni, da donosi delnic pri teh vrednotenjih gledano naprej enostavno ne morejo biti nič posebnega, ne. Govorimo v primeru Amerike odstotkov 2 nad donosom inflacijsko zaščitene dolgoročne ameriške državne obveznice, ne, ki zdaj prenaša nekje 2% plus inflacijo, torej delnice nekje inflacija plus 3-4% je neko izhodišče, ne, ki ga danes lahko zagovarjaš skozi neko zgodovino, skozi neke številke. Torej 3-4% plus inflacija ni visoka številka in zgodovinsko gledano je to ena zelo, bom rekel, nižjih številk, kar si jih lahko zamislite na delniškem trgu, ne. Običajno so te številke nekje, običajno zelo poenostavljeno rečemo nekje 10% pričakovana donosnost delnic zgodovinsko in če daš inflacijo stran, prideš nekje na 8%, potem pa odvisen, kje na svetu si bil, malo manj fokusiran na uspešno regijo, gre pa ta številka malo gor pa dol. Ampak danes smo bistveno nižji zaradi povišanih vrednotenj. Pa je pa še drug problem, ta povišana vrednotenja, ne, so tudi malo tako kot vreme, ne. Lahko pride čas, ko ne bomo navdušeni nad delnicami, nad kjerkoli tema pač že poganja trenutno vrednotenje delnic, ne. Če se to spremeni, se lahko spremeni vrednotenje, ne. Če je zdaj povišano, je lahko potem povprečno ali pa pač, bom rekel, ugodno, ne, torej podpovprečno glede na zgodovinske vrednosti, to bi pa pomenil bistveno pocenitev delnic. In ravno to bi jaz rekel je nekako tista nevarnost, ne, da se ta navdušenje širše javnosti, tudi malih vlagateljev, institucionalnih vlagateljev, vsega tega nekako nad delniškim trgom in tistim, kar je tam zanimivo, umiri, in če se umiri, pride morda še kakšen drug zunanji problem, šok, ni treba, da prav velik in se cela bom rekel, zgodba, cel tanker obrne v drugo smer, ne. In če vrednotenje začne popuščati, ne, potem vrednotenje na delniških trgih nikoli niso bila, bom rekel, visoka oziroma niti ne povprečna. To običajno, ko delniški trg v nekem letu doseže neko minus 30-40% donosnost, ni zato, del zgodbe je v neki slabi gospodarski situaciji, ampak glavnina zgodbe je pa običajno v prevrednotenju celotnega delniškega trga, torej v prevrednotenju ocene prihodnjih dobičkov vseh družb praktično v neki ekonomiji. No, tako da, klej bi se strinjal, da je to nevarno, no, da je to nevarno. A te lahko nekaj vprašam, zdaj, ko govoriš o prevrednotenih pa o prihodnjih dobičkih, kaj pa forward PE, se pravi, kako se temu reče, napovedan PE, kako se temu reče v slovenščini? Pričakovano razmerje med dobičkom in ceno delnice, ne. Torej, to sloni na osnovi pričakovanega dobička, ne. Cena ostane taka, kot je danes v tem kazalniku. Tukaj so te pogledi grejo skupaj, bom rekel, z temami in navdušenjem nad gospodarstvom, nad tem, kar se dogaja v svetu, ne. Zdaj to aprila bi bili zelo, bom rekel, pesimistično, če nekaj depresivno razpoloženje ob uvedbi carin Trumpovih, ne. Medtem ko maja, ko smo videli, da ne bo tako hudo, ne, smo bili pa že kar zelo navdušeni, da je pred nami spet lepša prihodnost. Tako da jaz bi tukaj rekel, ne pretirano osnovati svojih dolgoročnih pogledov ali pa odločitev finančnih za vašo prihodnost, ne, na tem, kaj je ravno, bom rekel, neka kratkoročna močna zgodba, ne. Običajno ta prinese sabo čustva in čustvene odločitve pa v financah nimajo veliko prostora, no. Saj ne ga ne bi imeli. A greva zdaj še na obvezniški trg, ker se tudi tukaj kar precej veliko stvari dogaja? Obveznice so bile bistveno bolj zanimive zadnja leta, od leta 2022 naprej, ko so centralne banke močno povišale obrestne mere zaradi inflacije, potem pa smo kar naenkrat zopet imeli obveznice, ki so lahko prinašale 3, 4, 5% donose, ne. In to je bilo nekaj novega, no. Praktično od leta 2011-2012 naprej smo imeli negativne nične obrestne mere, bolj ali manj, ne. Zdaj pa zopet z obveznicami lahko nek konzervativen vlagatelj nekaj celo privarčuje, ne. Tako da to je bilo zelo lepa sprememba, bom rekel, sploh za take kot sem jaz, ne, upravljalce pokojninskega premoženja, ne, torej varčevanje za pokojnino na dolgi rok, in
zmerno aktivno, bolj konzervativno kot pa agresivno, ne? In v tem smislu imamo zopet malo bolj, bom rekel, zelen travnik, na katerem se lahko pasemo. Kako pa to izgleda v primerjavi z delnicami? Ja, kar naenkrat dobiš naprimer na 30-letni ameriški državni obveznici 5% donosnost. Ne? Do nedavnega je bilo to, bom rekel, zelo z vidika rejtinga agencij je bila ta država tretirana kot ena najvarnejših. Ne? Pustimo, da se to zdaj malo krha, pa malo spreminja, ampak vseeno, ne? Je še vedno najmočnejša država na svetu v številnih pogledih. In to je nekaj, kar nismo videli od leta 2006-2007, 2006-2007. To je zdaj že skoraj 20 let, ne, od takrat. Ne. Tako da to je nekaj, kar je novo, tako bom rekel. In je zanimivo, ker 5% ne, na leto je pa že neka številka, ki ti tudi kompenzira nekaj inflacijskega tveganja. Ne. In tako da v Ameriki, bom tako rekel, ameriški državni papirji v bistvu prinašajo lepo, pozitivno donosnost tudi po inflaciji. Ne. In v Ameriki lahko kupite tudi, ameriška država izdaja tudi inflacijsko zaščitene obveznice, torej obveznico, ki vam ščiti glavnico, torej uskladi glavnico z inflacijo in vsako leto prinese nekaj odstotkov donosa. In če danes to preračunate, v bistvu vam ponujajo inflacijo plus dobre 2% ne, na 10-letni državni obveznici. Ne. To pa že je številka, ki za marskoga konzervativnega vlagatelja je, bom rekel, kar zanimiva. Do nedavnega so bile te številke nič ali pa negativne. No. Tako da zdaj dobiš 2% ne, nad inflacijo, garantirano strani države, ne, je sprememba in je zanimivo. Ne. Če to primerjamo z delnicami, ki so precej visoko vrednotene, kar naenkrat so obveznice v bistvu kar zanimive, no, čisto iskreno povedano. No, zato se tudi o tem pogovarjava. Pa tudi zdaj, glede na to, da omenjaš ameriške 30-letne obveznice, jutri v četrtek, torej 12. junija, se bo zgodila dražba $22 milijard 30-letnih teh obveznic ameriških. In tukaj v bistvu nekako na Bloombergu so se sprašvali oziroma pravijo, da bo to preizkus apetita po najmanj priljubljeni ročnosti. Tako so oni to formulirali. Zdaj, kar v Ameriki kar nekaj izzivov, no? Tudi mogoče zaradi tega pravijo, da je to nekako najmanj priljubljena ročnost, 30 let plus ta ameriški dolg, ne, o katerem se zelo veliko govori. Seveda. Vedno, ko vam nekdo razlaga, tudi če vam jaz razlagam o nečem, kar je privlačno, ker ima visok donos ali pa povišan donos kot v preteklosti, verjetno je nekje druga plat te medalje in druga plat te medalje v Ameriki je pač gospod Trump, oziroma predsednik Trump, njegova nepredvidljivost in njegova očitno tudi volja do precej visokega državnega trošenja. Ne. Torej, proračunski primanjkljaj in fiskalna stabilnost ameriške države je zdaj do neke mere pod vprašanjem pri njegovih politikah. Ne. In če v bistvu planirate zdaj kontinuirano proračunske primanjkljaje med 6 in 7% ne, na leto, ne, v večini primerov se to ni dobro izšlo in prej ali slej bo kakšen vaš upnik, ne, torej kupec obveznice, začel postavljati neprijetna vprašanja in prvi jih sedaj že, bom rekel, v narekovaju postavljajo in to se pozna v zmanjšanem povpraševanju po res dolgoročnih državnih obveznicah oziroma v bistvu, če sem čisto iskren, v višji donosnosti teh vrednostnih papirjev. No. Tako da, ja, so plusi in so minusi, ampak kljub temu, no, bi rekel, imamo centralne banke, ne, ki v bistvu zdaj jaz bi se na njih osredotočil kot na neodvisne dejavnike na obvezniškem trgu. Oni zdaj, centralne banke so 10 let kupovale državne papirje, podjetniške obveznice, državne obveznice in so v bistvu, bom rekel, na nek način umetno silile oziroma represijo zganjale na obvezniškem trgu, torej pritiskale obrestne mere navzdol in to močno v negativno, v nično področje, tako da to je bila res, bom rekel, bolečina z vidika vlagateljev, kot smo mi. Na drugi strani zdaj imamo pa tako imenovano kvantitativno sproščanje, o tem se veliko ne govori, ampak centralne banke v bistvu, ko zapadajo državne obveznice, podjetniške obveznice, teh ne kupujejo več nazaj, kupiti jih mora nekdo drug, ko jih država zopet izdaja in zato se zdaj bistveno več pogovarjamo o tem, kdo bo zdaj to kupoval in bistveno več pogovarjamo o tem, kakšna je prava, ne, bom rekel, cena oziroma donosnost dolgoročne državne obveznice in zato so zdaj te številke, kljub temu, da v bistvu nimamo več inflacije, kljub temu, da centralne banke nižajo obrestne mere, ne, ECB, Fed naj bi
In da se Euribor niža in da se kratkoročne obrestne mere nižajo, se v bistvu dolgoročne obrestne mere zaradi vseh teh dejavnikov v bistvu ne nižajo oziroma celo rahlo višajo in obstaja bojazen kakšnega skoka teh dolgoročnih obrestnih mer, ne, v primeru, da bi prišlo do kakšnih bolj korenitih, bom rekel, strahov. No. Se pa ti krepijo, no, jasno. Kaj sem hotela, zdaj marsikdo se tukaj sprašuje, sploh tisti, ki imajo recimo Trade Republic, ki tudi omogoča relativno enostavno kupovanje obveznic. Vem, da smo tudi že v preteklih mesecih in letih dobivali vprašanja, kaj pa romunske obveznice. Ker recimo ti praviš, ameriška 30-letna ti prinaša 5%, se vem, ampak bova prišla tudi do tega. Romunska 15-letna ti pa prinese 6,6. Pa dajva mogoče pojasniti to deželno tveganje Amerika versus Romunija. Mislim, Amerika je svetovna velesila v vojaškem, finančnem in tehnološkem smislu. Ne. Romunija to ni. Ne. To je zelo kratek odgovor. Pazi, a pa misliš, da bojo pustili, da Romunija propade oziroma gre v stečaj, v bankrot? Saj smo tudi Grčijo rešvali, pa danes beremo članke, da je bila grška borza ena najbolj donosnih v letošnjem letu. Ja, Santa Prvo ste imeli odpis na grških državnih papirjih. Bom rekel, na podrejenih, pa na grških bankah, pa na vseh obveznicah z finančnega sistema grškega in ciprskega in tako naprej. Ne. Za depozite so se ljudje korenito takrat bali, ne, na Cipru tudi deloma upravičeno. Tako da jaz ne bi čist hočem reči, Romunija je vseeno Romunija, pa nič slabega v Romuniji, ne. Ampak je vseeno manjša država, manjša ekonomija, ima manjšo finančno moč, manjši ugled na kapitalskem trgu in ko se pri njih zgodi politična kriza, ne, obvezniški trgi odreagirajo, zgubijo en del zaupanja, ne, v tako, bom rekel, državo. Ne. Vseeno to ni svetovna velesila in zato so, bom rekel, dogodki, ki se zgodijo v neki državi, ne, recimo v Romuniji, njihove volitve in zapleti v zvezi s tem, pač negativno vplivajo na zaupanje vlagateljev, in zato se pač poviša donosnost za dospetje. Lahko je to zanimiva priložnost, to je odvisno od vaše nagnjenosti k tveganju, pa od vaše ocene celotne romunske situacije. Ne bi rad rekel, da to ni zanimivo, je zanimivo in je tudi odraz tega, da obveznice generalno so zdaj bolj zanimive, ne? Ampak je pa to malo bolj, če se zdaj pogovarjamo o državnih obveznicah, ne? Je pa to malo bolj tvegan del tega dela obvezniškega trga. Ne. Lahko se malo pohecava, ne, na voljo so tudi ukrajinske državne obveznice, tiste prinašajo še več. Ne. No, tega nimaš tlele, ne ponudi mi, no, nekaj drugega mi ponuja po bistveno višjih teh donosih, ampak to so bolj podjetniške. Rekel, ne, ko gremo mogoče v nekih pričakovanih donosih danes na obvezniških trgih, ne, če greva na naložbeni razred, ne, torej imamo trojni A, dvojni A, trojni B, to je naložbeni razred. To so načeloma zelo solidna, velika mednarodna podjetja. Ne. Vse te, bom rekel, izdaje obveznic, ki imajo boniteto, so običajno 300 milijonov plus na posamezno izdajo, torej to mora biti res velika podjetja. V Sloveniji mogoče eno ali pa dve podjetji sta zmožni kaj takega narediti. In tukaj so donosi tam nekje od 3 do 4% generalno. Govorimo res zdaj o prvovrstnih podjetjih, ki so pač potem, ki jim posodite denar in vam ga vrnejo med 5 ali pa 10 let. Tako da tukaj nekje so številke okrog 4%, 3 so državne obveznice, Slovenija, lahko pridete s kakšno Italijo, pridete na 4%, če greste na malo daljše ročnosti. Kle nekje pa smo, 3-4%. Ravno gledam, 30-letna italijanska obveznica 4,28. Ja, pa jaz klele ne bi rad sugeriral torej malim vlagateljem, ki naj poslušajo, da naj resno razmišljajo o 30-letnih obveznicah. 30-letna obveznica ima trajanje, ne vem, recimo 20 let, na pamet govorim zdaj, ne, in če se zgodi sprememba obrestne mere rahlo navzgor, lahko te obveznice izgubijo velik del svoje vrednosti. Samo za pojasnilo, leta 2022 je slovenska 10-letna državna obveznica izgubila 25% vrednosti v enem letu, ne, 25% minusa, pa nič slabega se slovensko državo ni zgodilo, samo obrestne mere so porasle na svetovnem trgu kapitala. Ne. Tako da te 30-letne so še večji minusi možni.
mogoče kot malo za zgodbico, malo za popestritev, ne, avstrijska država je v času negativnih obrestnih mer izdala 100-letno obveznico, ne. Leta 20 po koroni, v času korone je izdala 100-letno obveznico, mislim, da je bila kuponska obrestna mera manj kot 1%, 0,8 nekaj. Danes lahko kupite to isto obveznico samo za 34% prvotne vrednosti. Ne. Torej, če ste jo na začetku kupili, ste izgubili 2/3 vrednosti. Razlog ni, da je avstrijska država propadla ali pa kaj narobezno, enostavno so se obrestne mere dvigale in tako to vpliva drastično lahko na dolgoročne obveznice. Tako da večino razmisleka bi jaz rekel malim vlagateljem v krajše ročnosti, v varnost, v stabilen denarni tok. Ne. Dolgoročne obveznice so zelo tvegane in so lahko zelo nevarne. In načeloma niso mišljene kot samostojna naložba. Zdaj sem videla, kar naredila en tak kvantni preskok v tips, v državne, podjetniške, pa deva mogoče sam za začetek, ker se mi zdi, ko se pogovarjam z ljudmi, enostavno obveznic ne razumejo. Je pa to dosti podoben kot depozit. Zelo poenostavljeno, se pravi, ti denar posodiš nekomu, bodi se te državi ali pa pač podjetju in v zameno si nagrajen z obrestmi. A je tako? Da, vsebinsko popolnoma enako. Recimo tudi banka izdaja obveznice, ne rabi biti podrejene, lahko so torej navadne. Ne. V tem primeru posodite denar banki za 5 let, ona vam vsako leto da naprimer 5% obrestno mero, torej posodite 10.000 evrov, dobite 500 evrov na leto, enkrat na leto so običajno obresti in to je to. Čez 5 let vam vrne tistih 10.000 evrov, ki ste jih investirali. Tako da to je v bistvu čisto najbolj enostavna oblika posojila. Največ obveznic na obvezničnem trgu je takih, popolnoma enostavnih. Temu rečemo enostavna obveznica, torej bullet obveznica, ne vem, ko ne rečem. Pač imate obrestno mero, dobite letne obrestne mere, na koncu dobite glavnico nazaj. Nič zakomplicirano. So inačice potem, ko se zakomplicira in tako naprej, ampak glavnina posla gre prek enostavnih obveznic. Ja, zdaj praviš, vsako leto dobivaš potem izplačan kupon, a ne kuponsko obrestno mero. Če zdaj lahko mogoče še malo zakomplicirava stvar, obstajajo pa tudi brezkuponske obveznice, ki ti pač ne prinašajo tega letnega kupona. Ampak niso standard. Niso standard, ja, ampak tudi to me namreč sprašujejo ljudje o brezkuponskih obveznicah. Se pravi, obstajajo. Običajno zaradi davčnih razlogov vlikajo vlagatelji. Zaradi davčnih razlogov, ja. A lahko mogoče še malo ostaneva pri čistih osnovnih stvarih. Se pravi, z depozitom se ne trguje na borzi, medtem ko z obveznico trgujemo na borzi. Se pravi, tukaj moramo tudi potem kaj spremljati ceno obveznice na borzi. Odvisno, zakaj kupite obveznico. No? Čisto iskreno, jaz upravljam premoženje pokojninskega sklada, ne, mi, bom rekel, 98% obveznic, ki jih mi kupimo zato, da jih držimo do dospetja. Torej, dobesedno kupimo in ko zapade, dobimo nazaj denar in kupimo naslednjo drugo obveznico. Ne. Da bi vmes prodajali in kupovali, to počneš takrat, ko misliš, da veš več, kot ve trg, tako bom rekel. Torej, ko se zgodi nekaj na trgu in ocenjuješ to kot priložnost ali pa pač kot posebno nevarnost. Omenila si primer Romunije, ne. Lahko bi recimo imel mnenje, da romunska država je solidna naložba generalno in da je to samo političen hrup in šum, ki se bo s časoma umiril in da grejo po poti EU integracije in da je to zanimiva srednjeročna, dolgoročna naložbena priložnost. V tem primeru bi verjetno ocenil njihove volitve kot nekaj, kar je povzročilo pocenitev njihovih državnih obveznic, torej kot priložnost za investitorja, kot sem jaz, če imam tako srednjeročen tak pogled. Ne. V tem primeru bi vmes šel kupovati na sekundarni trg romunske obveznice. Ne. Po drugi strani, ne, kdaj bi prodajal? V bistvu bi prodajal mi večinoma se probamo ne odzivati čustveno, torej ko enkrat neka cena obveznice ali pa delnice že pade, ste verjetno že zamudil pravi čas za prodajo tega na osnovi informacije, ki je povzročila padec. Ne. In zato takrat enostavno pač probamo zdržati in počakati do konca,
vidimo, kako se bo zadeva razpletla. In v večini primerov se zadeve potem umirijo in razpletajo solidno. Torej, zelo nerad poceni prodajam v paničnih časih. Torej, večino vlagateljev bi odsvetoval neko aktivno trgovanje z obveznicami. Ne. Obveznice generalno so, tako kot sem rekel, 3-4-5% donosne na leto, ne. Stroški pa vseeno s trgovanjem nastajajo. Ne. Tudi, če je to zelo učinkovita neka, ne vem, online brokerage v redu, ampak še zmer nekdo tukaj nekaj mora narediti in bo nekaj malega za to zaračunal. In če vi kupujete in prodajate, vam to odžira to na dolgi rok od teh 3-4-5%. Tako da večino trgovanja bi rekel, da saj takega aktivnega je ali na dolgem roku obvezniškega trga, ali na nekih bolj tveganih obveznicah, kot je bila recimo romunska, ne, ali pa na delnicah. Ne, zdaj, Blaž, ključno vprašanje je, kako v bistvu sestaviti ta obvezniški del portfelja, da zmanjšamo reinvesticijsko tveganje in pa ohranimo likvidnost. Pa deva najprej pojasniti, kaj sploh reinvesticijsko tveganje je. Ja, zdaj, kaj je pri nas, pri pokojninskem skladu. Mi torej delamo, bom rekel, na veke vekov. Mi nimamo roka trajanja, torej nimamo finančnega cilja, kdaj moramo vse izplačati. Ne. Pri nas dobivamo denar in izplačujemo denar. In če bo vse v redu, bomo čez 500 let še vedno to počeli. Ne. Torej, ko mi sestavljamo obvezniški portfelj, ga v bistvu sestavljamo tako za neko, bom rekel, ciljno ročnostjo. Torej, rečemo v povprečju, povprečna naša obveznica bo imela recimo ročnost 5 let, približno tako je pri nas. Kar pa pomeni ne samo, da imamo vse 5-letne obveznice, ampak imamo tudi enoletno, dvoletne, 3, 4, 5 in potem do 10 ali pa do 15 let navzgor. Ampak, ko to skupaj sestavimo, ne, je pa povprečna ročnost 5 let. In kaj potem mi v bistvu želimo? V bistvu želimo, da približno enako, bom rekel, dokaj enakomerno imamo razporejeno po letih. Torej, da nimamo zdaj 1 leto, pa 10, pa pol je v povprečju 5,5, pa smo v redu. Ne, ker še zmeraj imamo pa določeno tveganje, da 10 gre kam, kar nam ni všeč, a pa 1 se spremeni v kaj, kar nam ni všeč. Torej, imamo temu se reče lestvica, no, torej, da imaš v bistvu podobno vsako leto podoben znesek zapadanja. Ne. V povprečju pa se držiš tega, kar je osnovno vodilo, torej neko zmerno obrestno tveganje, torej v našem primeru cirka 5 let. Koliko pa misliš, da potrebuješ imeti teh delnic, da lahko sestaviš neko smiseln portfelj? Zdaj, če odvisen za koga se pogovarja. Rečva za vlagatelja, malega vlagatelja. Mali vlagatelj, cilj njegova je penzija, zdaj ima nekaj denarja, ne želi prav preveč tvegati, negotovo okolje je. Ja, jaz bi rekel, da je obveznica zelo zanimiva lahko za vlagatelja, ki ima nek jasen finančen cilj v 3 in več letih, ali pa v 2 in več letih, 2 do 5 let, 2 do 7 let, in da je ta cilj za njega zelo pomemben. Torej, potem ne more iti po strokovnem mojem mnenju na delniški trg, ne, ker tam vse nihanja so večja, sploh na kratek rok lahko imaš smolo, ne, in zato je vredna ta varnost, ne, ki je rahlo nižja, pa tako sem prej argumentiral, niti ne dosti nižja, ne, pričakovana donosnost, in da v bistvu moj nasvet bi bil, da uskladi ročnost obveznice, torej naložbe, z ročnostjo svojega finančnega cilja. Torej, če on gre čez 3 leta v penzijo in računa, da si bo kupil jadrnico, da je en tak primer, potem naj ta denar, ki je namenjen za jadrnico, investira v varno obveznico, ki zapade čez 3 leta. Vmes bo dobil 3-4% na leto in to je to. In on ve danes, da ima zagotovljeno financiranje svoje lepe jeseni na jadrnici, na Kornatih recimo. Ne? Okay. Če da za 3 leta v Teslino delnico, pa Nvidio, ne, lahko bo kupil Kornate, lahko bo pa ostal doma. Ne? Tvega, da ne bo dosegel svojega finančnega cilja, torej da ne bo prišel do jadrnice in lepega jadranja. Tako da tukaj bi jaz rekel, je uporabna vrednost za retail vlagatelje, torej ta varnost in ta zanesljivost tega. Pa mogoče lahko se še dotakneva. Pa spet malo več pa je, ne, kot na depozitu, ne. In tukaj je pa ta zanimiv del, no, ki se je pa spremenil v zadnjih 2-3 letih. Torej, da so obveznice v bistvu kar naenkrat bistveno bolj donosne kot depoziti bank.
Tukaj, ko govorim, se pravi, tukaj zdaj tudi eno vprašanje, seveda stroški, koliko nam ostane od tega donosa po vseh stroških, davku na kupon, inflaciji. Zdaj tukaj, če imamo 3-4%, kaj to pravzaprav pomeni, ker ti plačaš 25% na obresti, ne? Drži, sicer predvidevam, da drži. Če ne greš po slovenski zakonodaji, generalno plačuje 25%, ja. Izjema so redke ljudske, v narekovaju ljudske obveznice, ne. Torej bi rekel, za retail vlagatelja naj se malce ozre po teh, ne. Te kotirajo tudi na sekundarnem trgu na Ljubljanski borzi, market makerji obstajajo, torej da se jih enostavno kupiti, kjerkoli dan želite za zmerne zneske, ne. In tukaj ne vidim težave, da v bistvu, recimo, to je ena taka pot za slovenskega malega vlagatelja, ne. INR je druga pot, kjer pol pridemo na 15-letno obdobje, je tam to težava. Tisti, ki imajo svoje DOO-je, vejo, kako je tam obdavčen, se lahko tam malo pogledajo, kakšna so pravila igre, ne, so malo drugačna, tako da mogoče tam najdejo kakšno smiselno pot, ne. Sam pa te inflaciji, recimo, je zna biti zanimivo, no, ko imaš ti 3-4% donosnost, potem pa še ta inflacija, recimo 2%, pa smo pa že, dobro, pokrili smo inflacijo, pa nekaj malega ustvarjali. No, veliko bolj, kot da držimo v denarju, ne, kjer je 0% donosa, tudi veliko bolje, kot da imate na TRR-ju na banki, kjer imate spet 0% donosa. Če imate vezano na banki, v redu, ampak ne morete vmes prodati, plus ne boste dobili, verjetno ne boste dobili take številke, no. Lahko preverite na banki, da pa ima banka kakšno zanimivo ponudbo, ampak zadnje čase banke zaradi strukture njihove bilance niso bile motivirane, da bi dajale, privlačne depozitne obrestne mere. In potem pridemo nekako do obveznic, ne. Če pa to ni dovolj, pa je to treba potem kombinirati, če imate voljo do tveganja, z bolj ali manj kombinirati z razpršenim delniškim. Zdaj si ful dobro povedal, zaradi tega, ker ravno Evropska centralna banka je znižala ključne obrestne mere, tudi depozitno, in smo že dobili obvestilo od vseh neobank, da se nam znižuje tudi obrestna mera za denar, ki nam lepo leži tam na računu. To pomeni, da v bistvu mi s tem ne pokrivamo inflacije, se pravi, tam je zdaj 2% trenutno na Trade Republic ti ponujajo na 26 bistveno manj, ne. Tako da tukaj je potem postalo zanimivo vprašanje, kam v bistvu z denarjem, da pokrijemo inflacijo plus da ustvarimo nekaj, mogoče malo več. In tukaj so obveznice lahko zelo zanimiva alternativa, a ne? So, konzervativna alternativa, absolutno so. Konzervativna. Ni pa treba biti mogoče kle konzervativna, zdaj spet, lahko posodite nemški državi, ampak lahko pa posodite tudi Rheinmetallu ali pa BMW-ju ali pa Mercedesu ali pa Renaultu, za naš naštevamo avtomobile, ki so čustva, ljudje jih prepoznajo in so čustveni do njih, ne. In če boste Renaulta, lahko imate Renaultovo obveznico, in Renaultova obveznica ni 3%, prej 5%, ne. In če imate dedka iz Srbije, srbska državna obveznica tudi lahko prinese 6%, ne. In tako naprej, ne. Tako da to so malce bolj tvegane zadeve kot depozit, ne. Ampak bom rekel, ni pa to tisto, kar Slovenci razumemo kot tvegano, kot, ne vem, balkanske delnice včasih, cash the cash še prej, kripto, Bitcoin, Nvidia pa Tesla zadnje čase. Ne govorimo o tem tveganju, govorimo o rahlo zmernem tveganju, da bo ta obveznica malce več ali pa malce manj vredna naslednji mesec, ne. In če lahko počakate do njene zapadlosti, je ekstremno velika verjetnost, da boste dobili vse tako, kot je bilo na začetku pričakovano. Zdaj, ti si na začetku omenil, da bi mogoče retail oziroma malim vlagateljem priporočal obveznice krajše ročnosti. Kakšna ročnost je to? Do 5 let, kot imate vi v povprečju? Nimamo ali še v povprečju krajšo? 5 let, to pomeni, da imamo od 1 do 20, ne, ampak tako kot sem rekel, jaz bi probal fajn bi bilo, da razmislijo malo, za koliko časa tega denarja ne rabijo in da se uskladi ročnost obveznice z to v bistvu ročnostjo njihovega varčevanja, no. Tako nekako bi bil moj predlog, no. Zdaj, koliko pa da ni pretvegano, jaz bi rekel, 5 let, no. 5 let je ena taka, bom rekel, še neka smiselna številka, 1 leto, 2 hitro mine, potem pa samo še na 3 letih, tam pa v bistvu ni več ekstremno visokega tveganja. Tudi če se obrestne mere spremenijo, obveznica ne bo znatno zanihala, ne. Torej, če karikiram,
če imate 3-letno, če je trajanje 3 leta, torej je ročnost 3 leta pa nekaj, ne, pa če se za 1 odstotno točko spremeni obrestna mera, ne, pomeni, da boste izgubili, torej če poraste, boste izgubili 3% vrednosti svoje obveznice, če jo morate prodati. Večina retail vlagateljev tega sploh ne bo zaznala, ker bo enostavno počakala na zapadanje, bo rekla, ja, sem dobil to, kar sem pričakoval, smo se na začetku zmenili in to je to. Podobno kot vam banke depozita ne vrednotijo vsak dan, ne, tako tudi ni treba gledati na obveznice vsak dan. Nima smisla, no, v bistvu. Če nimate namena tega aktivno prodajati, trgovati s tem, pa ne vem, zakaj bi to retail vlagatelj počel, razen če mu je dolg čas. Ni nobene potrebe. A bi lahko mogoče, glede na to, da govorimo zdaj o ročnosti, še krajša ročnost, pa ponujajo v bistvu zakladne menice. A lahko mogoče par stavkov rečeva tudi o zakladnih menicah, ker vidimo, da nas nekateri slovenski brokerji stalno pozivajo k vpisu zakladnih menic. Ja, zanimivo slovenskih brokerjev ali pa slovenske naložbene folklore je, ne, da na eni strani smo zelo zagreti za zelo varne, najbolj varne denarju podobne naložbe, na drugi strani pa za loterijske srečke. Ne. Tako da vmes je pa malo premalo, bi jaz rekel, zanimanja. No. Kar se tiče zakladnih menic, so čist super, bom rekel, vrednostni papir, posodite denar državi, država vam ga bo vrnila čez 3, 6, 12, 18 mesecev, kar pač ste zbrali, ne. Lahko jo predčasno prodate, tudi tam so market makeri in tako naprej, tako da to je zelo likvidno. Kar pa to ni, ne, pa ni neke posebna, bom rekel, zanimiva naložba, to je v bistvu denar. No. V našem poslu, v pokojninskem skladu ali pa naložbenem poslu so zakladne menice pa vsi vrednostni papiri do 1 leta za boniteto, ki je recimo višja od A-ja, to se tretira kot denar. Ne. To je podobno bankovcu v bistvu. Tako da ja, za retail vlagatelje je zopet veliko bolj, kot da imate to v gotovini ali pa kot da vam leži denar na TRR-ju. Pač boste dobili 2-3% in to se akumulira in zakaj ne? Ja, zdaj smo ostala pri teh zakladnih menicah. Ja, zanimiva naložba kot nadomestek denarja. Veliko boljša različica denarja, dajva tako reči. Kdorkoli ima denar, ne razmisli o zakladni menici, če potrebuje denar, ker ne ve, kaj bo jutri, ker bo morda potreboval, ker noče tvegati in tako naprej. A imaš ti tudi investicije v obveznicah? Dobar, vem, da imaš v vaših teh skladih, ti si verjetno v tem ta srednjem, ali si predstavljam uravnoteženem? Hvala, drugače pa nas do 50 leta je lahko vsak v delniškem in je še prav, pa si še v delniškem, ne? Ja. V delniškem je pa itak večja izpostavljenost do v bistvu pač delniškega trga, oziroma vi ste tudi na podaju razkrili v svoj portfelj in večino je investiranega, mislim, velik procent je investiranega v S&P 500, če se prav spomnim, v ETF, ki investira v S&P 500, ne? Ja, deloma, mislim, da je 8 ali 9% premoženja v tem ETF-u. Vse ostalo je pa 90%, malo po 90% je trenutno v delnicah, polovico tega je približno, torej 45% premoženja je v evropskih delnicah, 2% manj pa v ameriških delnicah. To izhaja iz našega referenčnega indeksa, to je to, po čemer se meri naša uspešnost, ki je pa sestavljen iz polovica iz ameriškega, polovica pa iz evropskega delniškega indeksa, potem pa nekih 5% iz denarja de facto in 5% iz obvezniškega indeksa. Tako da to je naš delniški sklad. Zdaj gremo pa na tega, kaj je najbolj konzervativni. No, to. V drugih dveh, torej v srednjem je pa polovico obveznic, v zajamčenem, ki pa naš največji, ker je čez 300 milijonov evrov premoženja, ne, je pa čez 80% obveznic, ostalo so pa tudi druge naložbe, delnice, nepremičnine in podobne naložbe. A lahko mogoče malo poveš procentualno gledano, katere obveznice imate v tem največjem zajamčenem 300 milijonskem skladu? Katere obveznice? Smo pa dala, skratka, ne vem. Načeloma mi nobene obveznice ne kupimo več kot 1% vrednosti premoženja sklada, ne? Torej že to bi pomenil 100 delnic približno, 100 obveznic približno v zajamčenem skladu, pa jih je več, ker do določenih izdaj ne moš kupiti, ker je manjša izdaja, jo pač lahko kupiš za 2-3 milijone, sploh lokalne slovenske izdaje. Ne?
Tako da, kjer je obveznica? Jaz bi rekel generalno, karkoli si lahko praktično zamislite v evropskem. Kupujemo pa samo evrske, da se razumemo, v evrih, ne v dolarjih, ne v jenih, ne v kateri drugi valuti, ampak evrske. Ne. Lahko so pa tudi tuji izdajatelji, torej ameriški izdajatelji, ki pridajo v Evropo in izdajo evrske obveznice. Tako da tukaj so v bistvu prvovrstne evropske banke, prvovrstne evropske multinacionalke, vse praktično po vrsti, kar v Evropi izdaja obveznic, pride na naš Bloomberg terminal in mi se sproti odločamo, kaj kupujemo. Sestavljamo pa portfelj glede na boniteto, torej pazimo na to, da je bonitetna struktura kvalitetna in pazimo seveda tudi na ročnost, da ni preveč ali pa premalo obrestnega tveganja. Ne. To je nekako glavnina našega portfelja. Potem pa mogoče sem pa tja, ko pripoznamo kakšno, priložnost in se strinjamo, da morda pa je tole nekaj zanimivega, donosnega in da razumemo situacijo in da menimo, da se bo čez čas situacija umirila. Mi smo pa tipičen tak vlagatelj, ki lahko kupi in počaka. Ne. Potem kaj, zanimivega mogoče kdaj dodamo. Recimo pred leti so se dvigale obrestne mere, je bila kar kriza na evropskem nepremičninskem trgu, pa smo kupili kakšno obveznico evropskih, največjih nepremičninskih družb ali pa banke, recimo slovenske banke so mogle uskladiti svojo strukturo kapitala za tisto, ki jo zahteva ECB iz Frankfurta in so mogle izdajati tako imenovane MREL obveznice. So bile tudi po našem mnenju zanimiva naložbena priložnost v zadnjih letih in tako naprej. No, skratka, kjer vidimo, da je mogoče nek motiv na strani prodajalcev obveznice precejšen, torej imamo motivirane prodajalce obveznic, takrat malce bolj zastrižemo z ušesi in odreagiramo. Tako nekako gre naša strategija. Torej, če boste pa pogledali, vsak lahko pogleda, no, v mesečnem poročilu so vse obveznice navedene, vidite, kdo je izdajatelj in boste videli konkretno ime. Zdaj si eksplicitno izpostavil, da kupujete izključno in samo v evrih obveznice. Da je mogoče še to valutno tveganje pojasni, ker marsikdo bi mogoče tudi v dolarjih kupoval. Trenutno vemo, kakšna situacija, dolar se šibi in dejansko... Razlog za to pri nas je, da v bistvu naš zajamčeni sklad garantira donosnost, torej ta zajamčenost donosa in se meri v evrih in je vezana na slovenske državne obveznice v bistvu. Ne. Torej, mi moramo zagotavljati evrski donos varne naložbe, pa še kaj zraven. Ne. In tukaj v bistvu potem zelo moramo razmišljati o tem, kjero tveganje dodajamo in mi smo se odločili, da valutnega tveganja enostavno ne bomo dodajali. Ne. To je en razlog, naš torej zajamčen donos, drug je pa čist vsebinski. Ne. Pri nas varčujejo Slovenci, slovenski delavci in delavke, zaposleni. In oni, ko bodo šli v pokoj, v penzijo, bojo trošili ne dolarje, ne jene, ne neko drugo valuto, ampak enostavno bojo trošili, bojo rabili evre. In če bi tukaj šlo kaj narobe, ne, z vidika valutnega tveganja na naših skladih, potem ti naši upokojenci ne bi imeli take kupne moči, kot bi si jo zaslužili. In to tveganje je pravo tisto vsebinsko tveganje, ki nas motivira, da kljub temu, da bi lahko sestavili mogoče drug benchmark ali pa bolj globalno šli gledati, rečemo ne, naši vlagatelji od nas v bistvu nekako želijo evrsko, donosnost, evrsko varnost in tu je ta vsebinski razlog. Za nekoga posameznika, pa zopet, s tem dodajaš nivo tveganja. Če to želiš, če razumeš to tveganje, če ga lahko toleriraš, v redu. Če ne, če si konzervativen vlagatelj, vlagaš za naslednje 3 leta, 4 leta za nek finančni cilj, ki ti je zelo pomemben in boš mogel to plačati v evrih, potem ti močno odsvetujem naložbe v švicarskih frankih, recimo, če obrnem zgodbo v švicarskih frankih na drugo stran. Smo že videli, kako se izide, ko imaš na eni strani denarne tokove ali pa potrebe v eni valuti, v drugi strani pa naložbo ali pa obveznosti v drugi valuti, te stvari ne grejo skupaj. Zato mi finančniki načeloma tega ne maramo oziroma se probamo ščititi proti temu, ali naravno ali pa prek derivativov. V našem primeru smo se odločili za naravno ščitenje, to pa enostavno pomeni pri naložbah, da kupujemo samo obveznice, ki so v evrih in nam plačujejo obresti v evrih.
A greva še na vprašanje, ki je tudi kar po moje zanimivo. Seveda vsak, ki želi dosegati neke pasivne dohodke, si želi pač nek lep kupček denarja, da pač pride na njegov račun mesečno ali pa letno, pa si potem po mesecih sam razdeli. Pa deva je čistko zato, da bojo ljudje lažje razumeli, koliko kapitala je potrebno imeti, da dosežeš nek mesečni prihodek, bodi si 500 tisoč, 2000 evrov na mesec. Pri tem je seveda pomembno, da se vprašamo pri kakšni ročnosti oziroma donosnosti obveznic. Ne? To je ključna zadeva. Ne? Ja, če bi radi to samo z obveznicami naredili, potem so kar resni zneski potrebni. Deva iti na 100 tisoč evrov, kar je običajno. Tako bom rekel, tudi če želite iti malo bolj resno na obvezniški trg, ne? Obveznice običajno kotirajo na medbančnem trgu po večkratniku, torej kupiti jo morate za 100 tisoč evrov ali pa večkratnik od 100 tisoč evrov. Večina ima nominalno vrednost 100 tisoč evrov. Državne obveznice, nekatere druge obveznice so izjema, imajo lahko tudi 1 evro ali pa 1000 evrov ali pa tako naprej iz očitnih razlogov, ne? Ampak glavnina obvezniškega trga je pa narejena na nominalno 100 tisoč. Tako da potem, če greva na 100 tisoč, če kupite za 100 tisoč obveznice, pa je obrestna mera, pa je kuponska obrestna mera 5%, boste dobili 5000 evrov vsako leto, če deliva to z 12, 400 pa nekaj evrov na mesec. Ne. Zdaj pa multiplicirajte s to, kot pač želite. Če želite 1300 evrov, ne rabite 300 tisoč evrov. Seveda pa na koncu dobite glavnico nazaj, da se razumemo. Ne. Glavnica vam ostane, ni da vam glavnica ne ostane. Torej, jaz bi rekel, kle so številke, bom rekel, nekako primerljive kot, jaz bi rekel, z nekim stanovanjem v Ljubljani se to da čisto enostavno primerjati. No. In če smo Slovenci nekako zelo navdušeni nad naložbami stanovanja v Ljubljani, ne, obveznice imajo neko, bom rekel, dokaj podobno pričakovano donosnost na krajši rok, pa bistveno manjše transakcijske stroške, pa druge rizike spremembe, kot naprimer mogoče stanovanje v Ljubljani. Ja, kdaj pa koga vprašate, no? Ampak donosi so primerljivi. Tukaj se jaz sprašujem, ali je oddajanje stanovanja pasivni prihodek. Zdaj, če to sam počneš, težko reči, da je to pasivni prihodek. To je glaven problem stanovanja, ja, da morate biti še hišnik, pa še pravnik, pa še izvršitelj, pa še drugi. Lahko to preneseš na neko agencijo, ki ti zaračuna par procentov? V tem primeru iskreno nisem še. Ja, ampak v tem primeru vam bo malo ostalo. No. Potem vam ostane samo še to, da bojo cene stanovanj šle navzgor, upate, da bo se to zgodilo. Seveda v redu, če je to vaše pričakovanje, nič narobe s tem, je to realno premoženje, ščiti vas pred inflacijo, ne ščiti vas pa pred zastaranjem, ne ščiti vas pred zamakanjem, ne ščiti vas pred tem, da bo pred obrabo, če imate noter najemnike in tako naprej. Ne. Tako da to pa običajno se ignorira in potem čez čas ugotoviš, da nova stanovanja so po 6000 evrov v Ljubljani rabljena, pa po 4000 evrov. Ne. In da verjetno je tukaj neki razlog, zakaj je tako razpad. Zanj so me kregali in so rekli, da stanovanja niso samo v Ljubljani, ampak tudi izven Ljubljane. Je pa res, da je potem tam tudi možnost, da za to, da oddaš stanovanje, bistveno manjši kot pa recimo v Ljubljani, ki je pa vsem Koliko ljudi pa poznaš, ki so naložbeno kupili stanovanje daleč izven Ljubljane? Pa ni Kranjska Gora ali pa Portorož. Iskreno povedano, zmeri več. Eno z eno mlado punco sem se pogovarjala, ker je tudi redna poslušalka Moneyhow in tudi obiskovalka in jo zelo lepo pozdravljam. Okay. Je kupila naložbeno stanovanje v Krškem. Potem poznam nekaj ljudi, ki so kupili stanovanje v Kranju, tako da je, no, okay, Celje, recimo Celje tudi, ne. Za naložbene namene, torej oddaje. Prav za naložbene, prav samo za ta namen, da. Okay. Tako da splača se mogoče... Lahko bolj zanimivo, čeprav, če dodam malo svojega dolgoročnega pogleda na nepremičnine v Sloveniji. No. Moja težava z nepremičninami zadnja leta skozi bolj, no, ko bolj spremljam podatke, z nepremičninami v Sloveniji, še posebej izven ljubljanskega bazena, no, bi rekel, je, da se krči in to močno krči prebivalstvo v teh delih Slovenije. Ne. In če imaš ti vedno manj otrok, ne, in zdaj imamo v Sloveniji pol manj otrok, kot je najna generacija, ne, lani 16 900 rojenih, leta 79 6 30 000 rojenih otrok, ne,
In če tega ni, potem se sprašujem, kdo bo čez 20-30 let v teh stanovanjih, hišah stanoval. Ne? In če bo pač fundamentalno povpraševanje po stanovanjskih nepremičninah, sploh starih, ne, izven, bom rekel, ugodnih transportnih poti šibko, ne, potem tudi taka naložba ne bo pretirano donosna. Ne. Jaz sem tako izkušnjo malo že imel, bom rekel, znotraj družine, recimo kot primer. No. Moj oče je v 90-ih letih, ko ni bilo nikjer pisarn, kupil malo pisarnico za svoj mali DOO po astronomski ceni takrat. Ne. Potem, ko je oče preminul in tako naprej, sem jaz mogel poskrbeti, da se je to pač odprodalo in razdelilo. In ko sem videl nakupno pogodbo, me je kar zelo bom rekel, zabolelo, ker tiste cene so bile res zelo visoke v zadnjih letih, pa rabljene stare pisarne so bile zelo poceni. In torej je že bilo nekaj na nepremičninskem slovenskem trgu, ki je strukturno izgubilo povpraševanje. In tukaj se, bom rekel, malce bojim za stanovanja daleč izven Ljubljane, no, koliko Slovencev bo dejansko želelo ali pa sploh bilo, da bi najemali ali pa kupovali te stanovanja. To je moje vprašanje, no, za čez 20-30 let. Ja, ta piramida je kar grozljiva, sem šla zagledat, ker zdaj se upisuje največja generacija otrok v srednje šole, tudi moj otrok gre zdaj v prvi letnik in iz radovednosti sem šla pogledat, ker je res velik pritisk na otroke za upisane, omejen upis je in ko greš gledati to piramido, vidiš, da se dejansko zdaj upisuje največja generacija, potem pa to strmo pada. Ne? In to je tudi razlog, zakaj moramo v bistvu poskrbeti za našo dodatno pokojnino. Kakor smo se že večkrat pogovarjala, sva rekla, da bo v bistvu državna pokojnina dodatek k našim v bistvu prihranki, ki jih ustvarjamo zdaj za našo pač pokojnino. Mislim, kako sem zdaj to rekla. Državna pokojnina bo dodatek v glavnem. Tako, ja, dajmo tako razmišljati, pa bo v redu. No. Ampak izzivov je kar nekaj, hočem reči, strukturnih, kar lahko močno spremenijo to, kar je danes folklora Slovencev, kam se vlaga, kaj se investira. Bom rekel, enostavno se bojim za to folkloro, kaj bo z njo čez 30 let. Ne? Ker vemo, na zadnjih 30 ali pa 50 let je bilo fantastičnih za nepremičninsko slovensko naložbeno ljudstvo, da je tako reči. Od Jazbinška naprej nisi mogel nič faliti, z kratkim prestankom 2009, 2012, 2013 v redu, ampak generalno se je super išlo, bistveno bolj me pa skrbi za naslednjih 30 let, če sem čez iskren. Vse o teh nepremičninah bom jaz enkrat ločeno naredila epizodo, to smo sicer že delali to epizodo, ampak se mi zdi fajn, da še enkrat malo obnovimo. Hkrati se mi pa zdi, da bo treba še enkrat narediti eno ločeno epizodo o podjetniških obveznicah, ker tukaj vidimo, da so lahko precej višje donosi, ampak hkrati so pa tudi precej večja tveganja, tudi nekaj slabih izkušenj imamo v Sloveniji z temi podjetniškimi oziroma finančnimi obveznicami, ker se je kar nekaj ljudi opekal, ne? Ja, jaz bi tako rekel, jaz sem govoril o obveznicah, pa to, kar imamo mi v skladih, so obveznice z rejtingom glavnih rejting agencij, velikih mednarodnih, evropskih in svetovnih podjetij. Ne govorim, da sem posodil prijatelju mizarjev iz sosedne vasi. Ne govorim o posojanju na ta način, to je čist nekaj drugega. Ne? In tukaj bi rekel, v Sloveniji tudi ena folklora, tudi prisotna ta folklora posojanja, nekdo, ki ima denar posojan okrog denar, je nekaj svetlih izjem, ki to delajo, bom rekel, na urejen, strukturiran in profesionalen način, ampak marsikdo se pa tega loteva preveč enostavno z levo roko in potem je razočaran in gre zopet na banko ali pa na loterijsko srečko. Ne. Tukaj bi rekel, dajte malo prste stran od tega oziroma dajte fejst razmisliti, kako se tega lotevati. Zdaj, ki si to omenil, prijateljem, sorodnikom posojaš denar, in to smo imeli ravno pred kratkim neko debato in jaz sem rekel, sem absolutno proti temu. Jaz denarja prijateljem ne bom posodila niti svoje žlahti, ne. Zakaj?
Zakaj? Zaradi tega, ker se ravno zaradi denarja potem skregaš na smrt in potem se ne pogovarjaš s prijatelji in z žlahto. Denarju se vse konča. Sploh, če potem ni urejeno, to mora biti vse urejeno, mora biti na papirju, kakšne obresti ti bo plačeval in samo da omenaš obresti, potem te začnejo malo postran gledati, kaj ti boš meni obresti računal, ja, kaj pa češ drugega, ne. Ja, lejte, družina je družina, posel pa posel, pa prijatelji so prijatelji, jaz pravim, to ne gre skupaj. Se strinjam s tabo. Blaž, najlepša hvala za ful dobro debato. Mislim, o tem se bo dal še zelo veliko govoriti. Zdaj smo samo en delček obdelala teh obveznic. Ok, hvala ti za enkrat, pa hvala tudi vsem, ki ste nas danes poslušali in gledali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav. Svidenje, hvala za poslušanje.